cesarstva, preseljevanja tolikih ljudstev, narodov, Ostrogotov, Vizigotov, pa potem imamo predtem Hune, kot smo rekli, nekako sprožijo vse skupaj, tudi Vandali in tako naprej. No, ampak tisti, ki se pa nekako usidrajo in tudi kakšen val preseljevanj prestanejo, se uprejo temu, so pa Langobardi, Dolgobradci, če bi tako lepo slovensko povedali, oziroma Sloveniji, in ti postanejo vedno močnejši, svoj center pa premaknejo, ko smo šli, oziroma če bi šli direktno v Milano z naše poti, recimo od Benetk proti Milano, mi smo šli seveda malo bolj prvi dan severovzhodno proti Bergamu, bergamskem predelu. Če bi šli čisto naravno, za tako rečem, bi seveda videli tudi izvoz za Pavijo. Pavija, danes seveda znana po tem, da je tam Certosa di Pavia, Kartuzijanov tam ni več zdaj, ampak je znana Kartuzija, ki so jo postavili prav v Milano še omenili rodbina Viscontijev, nam že poznana pravzaprav z Bergama in pa včeraj navezava z rodbino Boromej. No in v tej Paviji, v tem mestu, so nekako postavili svoje središče, ali pa postavili tron svojega kralja Langobardi. Ne v Milano kot takem, čeprav ni bilo več rimskega cesarstva, pa vseeno se malo omaknejo od tega centra moči, raje mi drugje začnemo in gradimo, gotovo bi rekli v tej širši okolici mesta Milano oziroma Mediolanu. Pavija postaja vedno močnejši center, središče Langobardov, teh dolgobradih, ki že v 6. stoletju po Kristusu so že toliko se razširili, tako rečemo, že toliko obvladajo to nižino, kjer smo zdaj v tej Lombardiji, kasneje poimenovana po Langobardih Lombardija, ena od 20 dežel Italije, da se sedaj usmerijo proti jugu. Proti jugu to pa pomeni preko reke Pad in potem Emilia Romana, Bologna, da se predstavlja smer proti Rimu. No in takrat v tistem obdobju seveda predstavljajo kar vedno bolj nevarno silo, ki ogrozi tudi sam Rim. Ne tako kot Huni ali kot Vandali, dogodki 5. stoletja, pa vendar zares so začeli ogrožati predvsem to, kar danes poznamo oziroma najdemo v zgodovini papeško državo. Ne da bi šli zdaj zgodovino te Petrove dediščine, Patrimonium Petri, pa vendar, ko je 4. stoletje že nakazovalo, da bo zahodni del rimskega cesarstva prej ali slej klonil pod bremenom, pod težo, pod nevarnostmi vdora, vojaškega vdora teh ljudstev, se pravzaprav začnejo ljudje zatekati pod oblast oziroma pod eno moč, eno suverenost, ki je bila prisotna na zahodu. To ni bil več rimski cesar, kajti Konstantin, vemo, da se potem preseli na vzhod, Konstantinopel, zato tudi poimenovano mesto na vzhodu, in edino, kar je bilo prejemljivo, preprosto povedano, so bili papeži. Papeži kot duhovna oblast in pa potem že vedno bolj razpreden, lahko rečemo, razpredena mreža, lepše rečeno, škofij, in imamo potem te škofije, ki so pravzaprav en garant tudi, da se ljudje tudi v času preganjanj zatečejo k škofu, bolj tako narekovajih rečeno, pa vendar tudi zares kot tistem, ki ni samo duhovna oblast, ampak dejansko tudi poskrbi za neko varnost, organizirajo neko obrambo in podobno. Vsekakor s tem se potem začne širiti ta pojem papeška država, ki je nekako prisoten oziroma konkretno viden kot bolj ali manj osrednji del Italije, Pirenejskega polotoka, do leta 1870, ko pride do Združene Italije, do Kraljevine Italije, in to je tudi čas prvega Vatikanskega koncila. Da ne gremo preširoko, kakorkoli.
ne samo mesto Rim, ampak tudi druga mesta pristopajo k tej papeški državi kot garantu, Petrova dediščina, prvotno poimenovan garantu, za obrambo pred napadi teh raznih ljudstev, ki jih je bilo kar veliko in sploh po 5. stoletju, ko je propad zahodnega dela Rimskega cesarstva, so bili ljudje bolj ali manj v nekakšni stalni nevarnosti glede teh udorov in rabijo nekoga, da jih bo zaščitil. No in tako se počasi širi papeška država. Langobardi, kot rečeno, pa v 6. stoletju, konec 6. stoletja, že prodirajo iz tega severnega dela proti jugu, smer proti Rimu, kajti zgodovina nam pove, da Rimsko cesarstvo oziroma mesto Rim je bilo vedno privlačno za osvajalce, posebej pa potem po 1. stoletju pred Kristusom, ko je to zdaj mesto res bi rekli bogatstvo, nič več v lesu, ampak v marmorju, skratka bogatstvo, ki potem še v svoji propagandi, lahko rečemo, da še druge predstave, tako da skoraj vsak, ki je šel mimo, lahko rečemo, se je podal tudi proti Rimu. No in tako gredo Langobardi, področje Lombardije, v smer proti Rimu. In sedaj grejo preko Patska nižina, po reki Pat, prestopijo reko, kot je nekdaj Julij Cezar prestopil, sicer Rubikon, ne Pat, in gredo v smer proti Rimu. Emilija Romana, pokrajina, če bi šli v smer proti Bologni, je bila že del papeške države. In takrat seveda že prvi alarm, da tako rečemo, Langobardi ogrožajo to kasneje poimenovano papeško državo oziroma Petrovo dediščino. In eden prvih, ki o tem tudi poroča na nek način in se s tem zares tudi sooči, je bil papež Gregor Veliki v 6. stoletju, tam od leta 590 do 604 je bil za krmilom Petrove barke in tako Langobardi počasi ta mesta, ki so bila znotraj te povezave, osvajajo in gredo proti Rimu. Seveda papež se obrne potem v 8. stoletju, oziroma ker je bilo to dalj časa trajajoča nevarnost, niso direktno napadli, so počasi zavzemali, se obrne za pomoč cesarju na vzhod, pomoči ni bilo in potem po tistem pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal, zaprosi prav Galce, Franke, tega že poimenovani kot Franki, namreč po eni sulici, ki so jo imeli, taki visoki, koničasti, ki se je imenovala Franka, so dobili potem tudi ime Frank, kava, to je pa druga zadeva, so dobili tudi ime in tako se na njih obrne na dvor kasnejšega vladarja, ki ga potem tudi papež III. Mazili za cesarja in vladarja Karla Velikega in tako vidite potem spet povezava s to, da tako rečem, francosko stranjo. In prav Lombardija predstavlja takrat velik izziv tudi za Franke, ki pridejo pomagati papežu. Konkretno je bil to oče od Karla Velikega, Pipin Mali, ki gre po tem predelu, ker se mi sedaj vozimo, preko Milana, Mediolanuma, kot vojaškega centra. Tukaj ni imel večjih težav, je premagal te Langobarde in potem šel v notranjost. Zato je praktično, lahko rečemo, do 16. 17. stoletja si francoska krona na nek način lastila ali pa vedno so rekli, moramo še ta ozemlja dobiti in tale predel Lombardije je praktično bil v mislih in pa nekako v percepciji francoskih kraljev kar en del kraljevine njihove. Uradno ne, ampak veliko imamo potem bitk, predvsem Franc I, François Premier, ki je bil tisti, ki presadil, tako rečemo, renesanso iz Italije na francoska tla in potem imamo loarske gradove in tako naprej. To se potem
kar odpira te tematike, vsekakor on je bil še tisti, ki je na vsak način želel, da dobi to nazaj. Kajti od udora v 4. stoletju pred Kristusom, ko so prišli sem Galci, pa potem, ko smo videli kasneje, ko spodrivajo, da tako rečem, Franki, Langobardi, skratka, tako živahno dogajanje, zato tudi nekakšno vedno ta Lombardija, ta del, ta nižina, vedno bila mikavna za, da ne tako preprosto prijeno Francoze, ker so rekli, tle smo mi že bili, tle smo tudi pomagali papežem in konkretno, tako da to je predel, lahko rečemo, ki je bil vedno nekako tisti, ki so ga tudi Francozi želeli imeli v svojih mislih. Zato potem tudi ni čudno, kot bom kasneje omenil, ko bomo zagledali Milansko stolnico in kot sem že povedal, tudi potem na poti še povedal, v prostem času, komor bo uspelo, da si individualno ogleda, kajti danes je nedelja, so svete maše in skupine niti pod razno ne smejo v stolnico. Individualci pa z nekoliko sreče lahko pridejo v notranjost. No, vsekakor, zanimivost, Napoleon se pravzaprav da posebej še, krona se papeža povabi v Pariz, da tako rečem, pa vendar posebej tukaj v Milanu, ker na nek način tudi prihajamo Francozi nazaj, zelo kako je povedal. Tako, zdaj smo pa že kar vstopili zares v mesto, ki ima zdaj, če tako pogledamo, po tistem najbolj oskem kriteriju, ali pa najbolj strogem kriteriju, približno 1,7 milijona prebivalcev. Ampak to ni to, ker Milano kot tako pravijo 5 do 6 milijonov. Če pa gledamo širši milanski krog, ki ga nekateri tudi štejejo, to je zdaj spet statistično gledano, je pa ves tale predel, katerega center je Milano kar 10 milijonov, skoraj bi rekli 11 milijonov celotne Lombardije. Tako da to je eno od mest, kjer imamo več teh statističnih pogledov in prijemov. Gotovo mesto, mnogi radi so tako rekli, Firence, mesto umetnosti, Rim, mesto molitve, upajmo, da je res tako. Torino, mesto, kjer se dela, načrtuje, Milano pa mesto mode, med drugim tudi, in bomo pokazali, v katero smer. Ne, kje so modne hiše, no, zares napis Milano, Mediolan, tukaj smo v mestu, pač pa tudi mesto, danes tudi pomembnih sedežev, ne samo modne industrije, ampak tudi drugih dejavnosti, tako da je to en močan motor, včasih pravijo tudi glavno mesto, najmočnejše mesto severne Italije, zagotovo. Videli boste tudi mnogo moderne arhitekture, takih ali drugačnih lepotičnikov, stolpov, podvozov, nadvozov, kajti to, pravijo, je del te kreativnosti, te mode, ki ni samo izražena v obleki, v čevljih in podobno, ampak tudi v kreativnosti glede bivalnih prostorov in podobno. Mi bomo šli sedaj do svetega Ambroža, se razložili, povedali, zahvaljujoč našim šoferjema, kaj ti drugače je kar veliko hoje, se bomo bolj ali manj zadrževali in seveda v tem času bili znotraj starega dela mesta, pa vendar tudi ta del je zelo na široko postavljen, če se tako izrazim, kajti zavedati se moramo, da je že ta zgodovina narekovala, da je bilo vse na veliko narejeno prav zaradi najprej pomembne točke obrambe oziroma vojaškega središča praktično od Rimljanov zares naprej. Tukaj imamo zdaj le del sejmišča, Fiera Milano, kjer imajo potem različne tematike. Če bi takole gledali napram drugim mestom, je seveda tukaj zelo veliko poudarka na arhitekturi, na
novih kulturnih prijemih, interjerih in podobno. Tako da, kar se tega tiče, Verona je znana kot sejmišče zagotovo, pa vendar bi rekel Milano, predvsem kar je novosti v dizajnu in podobno, to je seveda nekako rezervirano temu mestu. Tukaj, tu je zdaj že drugo veliko sejmišče, kajti prvotno je bilo malo za gradom Castello Sforzesco, ki ga bomo tudi videli, tudi besede bodo tam rekli, ko bomo šli, zato je fino, da imamo slušalke, zdaj vzemite jih seboj, pripravite se in lahko vidite tukaj tudi že moderne prijeme v arhitekturi. Tako da se kar pripravimo. Poglejte, samo toliko čisto tehnično, da vidimo, mi bomo zdaj šli zahvaljujoč Verema, stopili iz Svetega Ambroža, izstopili zunaj, ga videli, ker so maše in tudi ne pustijo ogledov, je tako pač, ker je nedelja.